Pozdravljeni, pa pogledamo še domačo nalogo, prejšnjo, se pravi domača naloga algebrskih ulomkov. Zdaj, zakaj je ta ulomek algebrski, ker ima tukaj x-e, ima spremenljivko in tako smo se zvenili, da bomo rekli tem algebrski. Če hočemo odšteti ulomke, moramo dati na skupni imenovalec. Skupni imenovalec imamo 2 pa 3, se pravi bo 6. Šest delimo z 2 in vidimo, da moramo 2 pomnožiti z 3. Ampak, če smo pomnožili imenovalec, moramo pomnožiti tudi števec. 3 krat 3 je 9, x pa prepišemo. Trojko moramo množiti z 2, da dobimo 6, ampak če smo množili imenovalec, moramo množiti tudi števec. Se pravi, imamo zdaj 10x. Evo, super, skupni imenovalec. To pa zdaj pomeni, da lahko tole odštejemo. V bistvu moramo zdaj narediti 9x minus 10x, imenovalec pa prepišemo. 9 minus 10 je minus x, ulomljeno s 6. Takole. Ja, prva je šla. Ne? Druga. Tako, ne? Tu imamo že malo večjih, seštevanje pa odštevanje. Če seštevamo in odštevamo, imamo hkrati tudi dati skupni imenovalec. Tukaj imamo a, tukaj imamo b, tukaj pa ab. Skupni imenovalec bo zdaj ab. Pa da bo šlo malo hitreje, jaz bom dala vse skupaj že na skupno ulomkovo črto. Skupni imenovalec bo ab. Poglejmo najprej prvi ulomek. V prvem ulomku manjka še b. A že imamo, ne? B moramo dodati, ampak če smo ga dodali v imenovalcu, ga moramo dodati tudi števcu. In zato od prvega števca dobimo 7, b krat b je pa b na kvadrat. Drugi ulomek. Drugemu ulomku, da dobimo še zraven v imenovalcu primerno situacijo, ne? Dodamo a. Če smo pa dodali v imenovalcu, moramo dodati pa tudi v števcu. In dobimo. Zdaj, pozorno, tule je potrebno tale minus zraven upoštevati. Ta je pomemben. Zato damo minus, takšen kot je bil, potem pa 4a na kvadrat. In tale plus 5 je pa kar za prepisati. Zdaj tukaj vidite, ker se v števcu nimamo istih členov, jih ne moramo odšteti in je to ta rezultat. Ne, tudi razstavice ne da nič, v bistvu, to je rezultat. Ta je šel kar precej hitro. Bi mogli dati težje. Tako. No, za določenje skupnega imenovalca, kadar imamo pa malo bolj kompleksne izraze v imenovalcu, moramo pa razstaviti vse izraze. In zdaj, če pogledamo, v bistvu razstaviti moramo tega le spodnega. Pa ga dajmo x minus 3 prepišemo od števca, tule si pa malo daljšo črto dala, takole. Vidimo, da je to razlika kvadratov. Za razliko kvadratov da rabimo 2 oklepaja. V prvega damo x minus 2, v drugega pa x plus 2. V teh primerih, veste, včasih lahko si malo namignemo tudi s tistim, kar sledi naprej. Ne? Včasih pa ne. Ostale pripišemo 4 x plus 2 minus 5 lomljeno z x minus 2. Tako. No, zdaj pa najbolj pomemben del je, da pravilno določimo skupni imenovalec in potem pravilno pomnožimo tudi stvari, s katerimi ne? Če pogledamo v tem imenovalcu imamo x minus 2, x plus 2, v drugem ulomku imamo samo x plus 2 v imenovalcu, v tretjem pa x minus 2. Ne? Zato bo skupni imenovalec, jaz bom pa zdaj res dolgo ulomkovo črto narisala, skupni imenovalec bo tale dva izraza, ne? X minus 2 x plus 2. V prvem ulomku imamo že vse rešeno, se pravi, lahko damo kar 3 minus x, zdaj pa plus, znak prepišemo. X plus 2 že imamo, zato bomo dodali x minus 2, ampak če ga dodamo spodaj, moramo dodati tudi skoraj v števcu. Zato tukaj napišemo 4 krat oklepaj x minus 2. Minus 5 prepišemo, važno je, da ta znak smo rekli pred ulomkom upoštevamo, krat, zdaj pa pogledamo, x minus 2 že imamo, zato bomo tega pomnožili za x
plus 2. Ampak, če smo množili spodaj, moramo množiti tudi zgoraj. Takole. Gremo naprej. Imamo 3 minus x plus 4x minus 8 minus 5x minus 10 ulomljeno z x minus 2 x plus 2. Ne vem, kako smo prišli do števca, ja, odpravili smo odklepaje. Zdaj pa člene iste vrste lahko skupaj seštejemo oziroma odštejemo. Členi iste vrste so členi z x-i. Imamo zdaj minus x plus 4x je 3x, minus 5x je minus 2x. Potem imamo še pa 3, pa minus 8 je minus 5, pa minus 10 je minus 15. Ulomljeno z x minus 2, x plus 2. Tako, to je lahko rezultat. Lahko pa odpravimo tudi tule oklepaje. Recimo, to je zdaj minus 2x minus 15, tu se ne da nič izpostaviti, nič narediti. Upala, tole sem se malo zmotila, bomo kar pobrisali. Takle. Spodaj pa še lahko v bistvu odpravimo taj oklepaje in zdaj, če pogledamo tukaj, kako smo jih razstavili, potem vidimo, da je v imenovalcu x na kvadrat minus 4. Različne rešitve so tu možne. Zdaj, tisti, ki se učite pač za izpit izobraževanja odraslih, je popolnoma dovolj tale del. Tisti pa, ki hočete, ne vem, še nekako polepšati zadevo oziroma se približati kakšni rešitvi, ki je v kakšni knjigi, pa mogoče tudi na koncu od vas zahtevajo, da je takole, ne. Tako, ok, pa še zadnji. No, zadnji je pa kombinacija deljenja in seštevanja. Zdaj, vrstni red računskih operacij je vedno enak, zato pač moramo najprej deliti ulomke. Ulomke delimo tako, da ga množimo z obratno vrednostjo. 5 minus x bom jaz prepisala, ulomljeno. Zdaj pa ponavadi je potrebno te izraze, ki se dajo razstaviti, zato bom jaz tukaj kar razstavila. Razstavljanje pomeni pač, da napišemo v obliki oklepajev. Tukaj le pogledajte, ker je x na kvadrat minus 25, je to razlika kvadratov. In razstavimo potem x na kvadrat, ne pa 5 na kvadrat je 25. Zdaj bom pa množila z obratno vrednostjo, to pomeni x plus 5, ulomljeno z x minus 3. Plus, ta drugi del pa preprosto prepišemo x minus 2. Gremo naprej. Zdaj pa tukaj imamo med temile ulomki množenje. To pomeni, pogledajte lahko tale del, pa tale del pokrajšamo. No. Zdaj imamo še pa precej zanimivo situacijo. 5 minus x, pa x minus 5. Tako zelo podobno deluje, ne? Ampak ni popolnoma enako. Zdaj vam bom pa jaz pokazala tule en trik, ko bomo na strani naredili z rdečo. Gledajte, če imate 5 minus x in če tu ven izpostavite minus 1, to pomeni takole minus 1 krat oklepaj. Izpostavljanje pomeni, da bi to petko zdaj mogli zapisati nekako z minus 1 krat minus 5 in bo tule ostalo minus 5, spremenili bomo predznak te petki, hkrati bomo pa tudi iz drugega dela izpostavili minus 1, ker to je tako, da bi pisali minus 1 krat x, bi pa tukaj bilo plus x. In zdaj, če tole malo preuredimo, vidimo, da je minus 1, ni treba pisati x minus 5 tole. Če je tule odštevanje med tema dvema členoma, potem lahko mi obrnemo, ampak hkrati profitiramo minus. To je tisto, kar vam želim tukaj pokazati. Zato bom jaz tukaj napisala še en korak. In sicer to bom dala minus, potem pa bom v oklepaju obrnala člena. Takole, ne? Tole sem tisto lepiko, da nas ne bo zmedla.
Sem že skoraj napisala plus, ne, pa sem se v zadnjem trenutku zadržala. Odlično. Takole ulomljeno z x minus 5 krat, tu pa je zdaj 1, ker smo vse pokrajšali, pa x minus 3 plus 7 ulomljeno z x minus 2. No, gremo naprej. No, zdaj, ko smo si tako lepo popravili, lahko tudi tale 2 pokrajšamo in nam zgoraj ostane minus 1 ulomljeno z x minus 3 plus 7 ulomljeno z x minus 2. Skupni imenovalec, ker nimata nič skupnega, ne data se razstaviti, moramo vzeti kar oba izraza. Se pravi, skupni imenovalec je zdaj x minus 3 krat x minus 2. Zdaj pa premislimo, s čim moramo množiti. Minus 1 moramo pomnožiti s tistim delom, ki ga moramo dodati v imenovalec. Se pravi, x minus 2 moramo dodati, da bo ta podoben temu, ne? In je to zdaj krat x minus 2, potem pa plus 7 se prepiše, vedno znak in tisto, kar je že v števcu. Tukaj pa moramo dodati x minus 3 in tudi skoraj moramo dodati x minus 3. Mogoče še tule tudi napišemo krat x minus 2, da ne bo kdo v zmoti, ne? Je to zdaj x minus 3. Kaj zdaj naredimo? Odpravimo oklepaje v števcu in dobimo minus x plus 2 plus 7x minus 21. Tega smo pa rekli, da pač pustimo takšnega, kot je za naše potrebe, ga bom pa potem napisala še tudi, kak je, če bi ga množili drugega z drugim. Takole imamo zdaj 7x minus x je 6x, 2 minus 21 je minus 19, to ne bomo mogli nič razstaviti. Tega pa, če bi množili, to je tako kot pri Vietovem pravilu, lahko to malo hitreje zmnožimo. X krat x je x na kvadrat, minus 3x pa minus 2x bo minus 5x pa plus 6. In če bi razstavili ta izraz po Vietu, kar lahko povadite, bi dobili ravno tega le, ne? Zakaj čakam z imenovalcem čisto na koncu, da odpravim te oklepaje? Zato, ker včasih se zgodi, da pa zgornji izraz pride takšen, da ga lahko pokrajšamo s spodnjim, ne? In takrat bi mogli spet tole razstavljati, da bi prišli do rezultata. Takole, s tem je tale domača naloga končana. Pa naslednjič